Dobrodošli predsednik stranke LMŠ Marjan Šarec na Gorenjskem, predvsem pa na Jesenicah in v Radovljici. Lepa hvala za povabilo tudi županu, ekipi LMŠ in vsem, s katerimi smo se lahko danes srečali. Na Jesenicah nismo prvič danes, zagotovo ne, pa še bomo prišli. Prihajamo pa predvsem zato, da se iz prve roke seznanimo s situacijo. Problematika Jesenic je precej specifična, ni edina v Sloveniji tovrstna, je pa specifična. In zato smo danes na tem regijskem obisku, ker iz pisarne se zadev ne vidi preveč dobro in zato je treba iti na teren. Odločili ste se, da obiščete Slovenijo, verjetno vse okrog in okrog, zato, da bi se aktivneje vključevali v lokalno okolje in seveda s sodelovanjem vaših članov, ki jih imate po Sloveniji in tudi na Gorenjskem. Res je, ta COVID kriza nas je nekoliko onemogočila s temi regijskimi obiski, takoj zdaj, ko se zadeve sproščajo, smo šli na teren. Mi smo stranka, ki izhaja iz terena, iz lokalnega okolja in iz lokalnega okolja smo tudi prišli na državni nivo in zato nas seveda lokalne problematike zelo zanimajo, ker so za ljudi dejansko najbolj pomembne. In zato bomo, kot ste ugotovili, res prekrižarili celotno Slovenijo. Obiskali bomo kar čim več krajev oziroma regij, kolikor bo to možno, tudi s pričo epidemiološke situacije in drugih dejavnikov, ampak res je, da moramo vsi skupaj na terenu najti rešitve, predvsem pa smo zato tukaj, da prisluhnemo, kaj nam imajo ljudje na terenu zapovedati, da bomo v državnem zboru potem lahko zagovarjali dobre rešitve. Kljub temu, da epidemija še traja, se COVID-19 nekako umika, torej stagnira. Ja, zaenkrat zadeva upada. Poletje je pred nami, upam pa, da se ne bo ponovilo tisto, kar se je lani oziroma kar se je zgodilo potem v tem drugem valu, ko se tudi vlada ni dovolj pripravila na ta drugi val, je bilo tudi precej potem žrtev in precej bolnikov. Upam, da se počasi ta epidemija umirja, upam, da bomo slej ko prej res šli nazaj v normalo, nas pa čaka seveda obdobje po covidu. Kajti COVID ni samo zdravstveni problem, v bistvu bo v nadaljevanju še najmanj zdravstveni problem, ampak bo bolj gospodarski, socialni. Vemo, da so ljudje doživljali v času covida tudi psihične stiske, vemo, da so ljudje bili onemogočeni tistega, onemogočeno jim je bilo tisto, za kar smo ljudje. Se pravi, človek je socialno bitje, človek se rad druži in potrebujemo drug drugega za to, da normalno živimo. To nam je bilo s pričo covida odtegnjeno in ljudje, ki so bili že prej v takšnih in drugačnih stiskah, se je to samo še povečalo. Tako da upajmo, da se ne bo več zgodilo, da bi se šole prve zapirale in zadnje odpirale. Mislim, da je šole treba ohraniti odprte in če bi se spet zadeva ponovila. Bomo videli, kaj se bo dogajalo v jeseni potem. No in k temu zagotovo pripomore množično cepljenje, ki se je v prejšnjem mesecu začelo najprej seveda na Gorenjskem v festivalni dvorani na Bledu in kasneje tudi drugod. Ja, res je. Cepljenje je zdaj tista alternativa, ki nam bo pomagala prebroditi to epidemijo in je trenutno tudi najbolj učinkovita zadeva. Je pa po drugi strani zaskrbljujoče, kako se vlada tega loteva. Vemo, da včeraj recimo so ljudje v Celju stali na soncu, čakali, cepiv ni bilo dovolj. Skratka, koordiniranje cepljenja in sama organizacija precej šepa. In
Tukaj smo mi zelo kritični, mi se seveda zavedamo, da so težave, da epidemija je posebna okoliščina, ampak vendarle se je treba zadev lotiti na nekoliko drugačen način. No, z Jesenic odhajate v Radovljico, o čem pa boste se pogovarjali s člani LMŠ v Radovljici? Ja, tudi tam bomo obdelali lokalno problematiko, obdelali bomo tudi stanje članstva, tudi načrte stranke LMŠ, tako kot tudi tukaj na Jesenicah. Program LMŠ za naslednje volitve je pripravljen in tudi o tem se bomo pogovarjali, tako da predvsem so pred nami debate okrog parlamentarnih volitev, za katere je nujno, da bi bile čim prej. Potem nas čakajo tudi leto in pol je še do lokalnih volitev, tako da pred stranko LMŠ je še kar precej dela, precej izzivov in bo še kar naporno. Hvala lepa za vaše odgovore in pa srečno vam in vaši stranki. Hvala za povabilo. Blaž Račič, župan občine Jesenice, danes gostite tukaj predsednika stranke LMŠ, Marjana Šarca. Kot je bilo povedano, ste se pogovarjali o regijski gorenjski bolnišnici, ki je v tem trenutku največji trn v peti. Kako ste zadovoljni s pogovorom? No, s tem nadaljujemo naše aktivnosti za predstavitev naših argumentov. Se verjamemo, da bi bolnišnica morala ostati na Jesenicah. Političnim odločevalcem na nacionalni ravni želimo predstaviti vse naše argumente in danes smo to tudi storili. Predsedniku LMŠ, gospodu Marjanu Šarcu, njegovim sodelavcem, sem predstavil skupaj seveda s svojimi sodelavci aktualne izzive na tem področju in pa seveda vsa naša stališča glede ohranitve splošne bolnišnice na Jesenicah, oziroma dejavnosti splošne bolnišnice na Jesenicah. Verjamem, da so naši argumenti trdni in prav se mi pa zdi tudi, glede na to, da bo najbrž o bodoči gorenjski bolnišnici odločala nacionalna politika, da so politiki z nacionalne ravni seznanjeni z našimi pogledi, z našimi argumenti in verjamem, da jih bodo tudi, ko se bodo sprejemali odločitve, upoštevali. Je pogovor tekel še v kakšni drugi smeri? No, glede na to, da je vprašanje bolnišnice zelo široko vprašanje, saj se nanaša na številna druga področja, smo sporedno s tem seveda predstavili na kratko, kolikor se je dalo, naše druge izzive na drugih področjih, na področju denimo izobraževanja, na področju podjetništva, tukaj v bližini urejamo poslovno cono, veselimo se skorajšnje obnove srednje šole Jesenice, nadaljuje se tudi druge aktivnosti, obnavljamo kar nekaj vrtcev v tem poletju in to so bile glavne teme, o katerih smo se pogovarjali. Hvala lepa. Seveda sem pa gospoda Šarca tudi povabil, morda kot zanimivost, gospoda Šarca povabil tudi na eno od hokejskih tekem. Jaz verjamem, da se bo prihodnjo hokejsko sezono, ko se bo spet začela in jaz upam, da bo mogoče tudi obisk gledalcev, da se bo odzval na vabilo in da bova skupaj lahko pogledala kakšno tekmo.